začnete? Evo, dobrodošla v našem cirkusu. Cirkusiramo. Imamo različne zračne veščine, imamo žongliranje, balanciranje. Kdaj se lahko začneš učiti cirkuških veščin? Je že zelo majhen dejansko. Naše prve skupine se začnejo pri 4 letih. Takrat pa navadi začneš bolj s takimi cirkuškimi igricami, kjer vmes poznavaš, ne vem, osnove žongliranja ali pa balanciranja ali pa tudi akrobatike. Kaj so pa te težje veščine? Težje veščine so pa pol na teh naših zračnih rekvizitih, torej ali na svili, trapeziju ali pa liri, tam gor kakšni. A so te težje veščine nevarne? Lahko so nevarne, zato uporabljamo naprimer blazine, ki jih damo od spodaj, ali pa vedno so prisotni tudi trenerji, da pomagajo, da se vse izvede varno. Vedno začnemo najprej z ogrevanjem, ker je zelo pomembno, da se ogreješ, da si pripravljen na vadbo, da se pol nekaj zgodi, kakšna poškodba. Naprej, nazaj in dol. Naprej, nazaj in dol. Gremo kar vsi. Ok, zadnjič. A si že kdaj delala s tem orodjem? Ne, še. Jaz tudi ne. Najprej ga povaljaš v desno in ko greš v levo, lahko začneš z desno roko gor in dol. A potem lahko mečeš to? Ja, lahko delaš tudi različne trikce. Bo Dan kar pokazal. Ja. Primaš palce na sredini, postaviš pred sabo in začneš vrteti, tako da rdeč del palce dela osmico okoli tvojega telesa. Osmica, gre čez, tako je. Bravo. Srednji roko pred sebe. No, ena izmed stvari, ki jih gledalci ful radi gledajo, je žongliranje, tako da si lahko najprej pogledamo, kaj nam boste pokazali, pa še video sprobate. Se že veselim. Zapestjem vršiš? To, bravo. Bravo. Zdaj pa pravi še druga roka. Fuj, je težko. Koliko časa si se ti to učila? Žongliram zdaj tako po moje že kakšne 2 leti, ampak s kegli sem pa šele zdaj začela tako da. 1, 2, 1, 2. Probaš tako? Kako pa ne držim žogice? Žogice boš ravno prijel, kakor narediš šaličko iz roke. Začneš z eno roko gor, greš dol po zalet in vržeš. Vedno mora biti te 2 roke usklajeni. Gre dol po zalet, gor. Ujame, ko je roko gor, gre dol po zalet in vrže. Po zalet in dol, gor, dol, gor, dol, gor, dol. To je bilo malo hitro za mene, ne znam še tako fejst. Dober dan! Živjo! Hej, živjo! Kako smo? Dober, mi je Dan že malo pokazal, ampak bo treba še kar vaditi. Ja, vidim, da ste v bistvu herpetologi že kar orang začeli, se ogreli. Kako gre? Čimo. Ja, bo? V redu, dobro. A tudi se pripravljate za nastope pa tekmovanja? Za tekmovanja ne, v bistvu to je tisto, kar je meni osebno najbolj všeč, da tle v bistvu ni neke tekmovalnosti in pritiskov, ampak ja, na nastope se pa pripravljamo in v bistvu to je tisti del, kjer se mi zdi in nas starejše občane tega cirkusa, kot tudi naše mlajše vadeče najbolj veseli. Kaj pa je tebi najbolj všeč pri cirkusu? Jaz, če bi mogla kaj zbrati, bi definitivno zbrala svilo oziroma zračne pripomočke. Poleg svile delamo še na obroču in na trapezu. Ok, smo pripravljeni, da gremo v zrak? Ja! Ok, gremo. Stavimo stvari. Ja. Tako ja, daš jih pod palico in potem čez palico. A tle? Ja, tako. In se spustiš in si spet tukaj. To še drugo nogo in se dotakne za koleno. Super. Roke držijo, zdaj pa nastaviš noge na vrvi. Tako in zdaj boke obrneš roke, kar držijo. Super. In to je mehurček. Bravo. Ja, bravo. To je to.
In kako? Zdaj pa sam noge da. Razgibavati. Tako da ja. O, Kaleja, si to ti? O, Porceluka. Vidim, da se poznate, Kale je tudi del naše cirkuške družine, tako da vas kar pustim same, a prav? To je vabilo za največji firpsološki žur vseh časov. Izvoli, preberi si. O, super, pridem. Super,